Moje ime je Vič Tuhec, danes sem z vami tukaj v imenu športne agencije Proelium. Najprej se bi seveda rad zahvalil regionalni razvojni agenciji Maribor Podravje za zelo uspešno kampanjo, ki smo jo v lanskem letu tudi speljali, pa predvsem za to priložnost, da danes tukaj stojim in vam predstavljam našo zgodbo oziroma zgodbo, kako športniki gradijo blagovne znamke. Ja, No, samo malo. Torej, slovenski športniki, ne? Če se ozremo samo na pretekli vikend, kje vse je plapolala slovenska zastava ravno zaradi zahvale, torej, da gre zahvala slovenskim športnikom. Če pogledamo v Franciji, kjer je Tim Gajser dobesedno pometel s konkurenco v motokrosa na svetovni ravni. Potem imamo San Remo v Italiji, kjer je dejansko odmevala zgodba še danes, ne, o tem, kakšno dramo je prizoril Tadej Pogačar, pa ni bil na koncu zmagovalec, je bil tretji, pa je vseeno glavni akter dejansko celotne dirke Milano-San Remo in mnogi novinarji pišejo, da je to najboljša dirka, ki je bila v zgodovini Milana-San Rema, ne, pa gre za klasiko in vemo, da je nastopal že marsikdo. Pa imamo potem Finsko, kjer že celoten prejšnji teden, pa cel vikend plapolajo slovenske zastave. Ne vem, če jih sploh še snamejo, glede na to, da je Nika Prevc v bistvu z največjim naskokom osvojila kristalni globus v ženski konkurenci, pa potem to kronal še Anžela Nišek, pa potem še skupaj z Laurom Kosom, ne. Pa imamo potem recimo Tino Šutej, ki je na Kitajskem, torej na drugem koncu sveta, na dvoranskem atletskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu osvojila drugo mesto, pa še bi lahko našteval, ne. In tukaj govorimo v bistvu samo o enem vikendu, dragi moji, enem vikendu, ne o enem tednu ali enem mesecu, ne. Govorimo o enem vikendu uspehov, ki so v bistvu besedo o Sloveniji ponesle dobesedno po celem svetu, ne. Ne govorimo samo o športih, ki so bolj specifični, torej tako kot je recimo smučarski skoki, kjer lahko rečemo, da tekmuje zgolj peščica narodu, ne. Govorimo tudi o kolesarstvu, pa o atletiki, pa ne vem, na koncu tudi judu, kjer je Metka Lobnik v Gruziji, če se ne motim, osvojila tudi zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Ravno res dosegamo neverjetne rezultate, res smo dežela šampionov, ne. In tukaj nas veseli kot športno agencijo Proelium, da to prepoznava tudi seveda Slovenska turistična organizacija in to tudi pridno, ne bomo rekli izrablja, ampak uporablja v promociji Slovenije kot destinacije, ki je outdoor obarvana, ki je lepa, ki je zelena, ki je športna, ki je razgibana, ne. In tukaj recimo mi je zelo všeč izjava, ki jo je podala direktorica Slovenske turistične organizacije, gospa magistra Maja Pakolaj. Šport je nepogrešljiv partner turizma pri promociji Slovenije kot zelene in aktivne destinacije. Na organizaciji v naši aktivnosti povezujemo bogato športno tradicijo in vrhunske športnike z edinstveno turistično ponudbo. In veseli smo, da potem nastajajo takšne kampanje, kot je recimo tale, ki jo bom predstavil, ki sicer velikokrat nastanejo v času nekih večjih tekmovanj, kot so recimo bile lani olimpijske igre, seveda pa je naša želja, da se te vsebine, tudi če nastajajo samo v tem času, uporabljajo, redno uporabljajo potem tudi izven tega časa, ne. Pa si bomo ogledali. Evo, dajno. Evo. Vidimo, kako lahko recimo skozi nek tak atraktiven, dinamičen, adrenalinski video predstavimo tako kulturo, tako naravne danosti, torej celoten playground, celotno igrišče, ki ga ponuja dejansko naša država za izjemne športne uspehe, ne, torej od morja do ravnic, do gorovij, do hribovij, do jezer, do vsega v bistvu, kaj potrebujemo, da lahko res kalimo takšne šampione, kot jih kalimo. No, potem pa imamo tudi drugo stran zgodbe, ne, torej lahko rečem neko vizijo, neko misijo, ki pa smo se jo zadali zraven tega, da skrbimo za razvoj vrhunskih športnikov na naši agenciji Proelium, ne. Tukaj pa gre potem za podporo mladih športnikov, ker bodimo iskreni, vrhunski športniki, ja, so že na vrhunskem nivoju, so dobili tisto prepoznavnost in je super z njimi sodelovati, ker že imajo tisti nivo, je fajn z njimi delati, ker ne bomo imeli takega risk faktorja, da bomo prišli do nekega returna on investment, nekega povračila za svoj vložek, ne. Na drugi strani imamo pa mlade športnike, tiste, ki pa so na poti, da postanejo vrhunski, tisti, ki pa bojo res cenili vsak evro, zato ker bodimo iskreni, če bi imeli vsi takšno ozadje oziroma takšno srečo, kot jo ima peščica, pa imamo vseeno ogromno vrhunskih športnikov v Sloveniji na najrazličnejših področjih. Torej, če bi uspeli ustvariti neko okolje, kjer je neka finančna varnost, neko finančno ozadje, finančno pa tudi produktno in tako naprej, da razumemo tudi strani strokovnjakov,
bi lahko tudi tistim, ki pa so primorani odnehati na svoji športni poti, ravno zaradi tega, ker imajo ta primanjkljaj, nadaljevali in v bistvu bi imeli potem še več takšnih ambasadorjev, še več uspešnih, neverjetnih zgodb, ki pa jih že tako ali tako ni malo. In tukaj smo potem res veseli podpore podjetij, kot je recimo Nova Ljubljanska banka, ki se nam je v lanskem letu pridružila v 4. ali 5., nisem se točno prepričan, 5. izvedbi Mastercard športne akademije. In prepričanje gospoda Andreja Krajnerja, direktorja komuniciranja na Novi Ljubljanski banki, ki trdi v bistvu, da v NLB-u verjamejo, da šport ni zgolj fizična aktivnost, ampak tudi način življenja, ki spodbuja disciplino, vztrajnost in ekipnega duha. Torej, tiste vrednote, ki jih zagovarjajo tudi pri njih na podjetju. In pa podpora mladim športnikom je za njih naložba v prihodnost, saj s tem spodbujajo zdrav način življenja, osebni razvoj in gradnjo boljše družbe. Torej, dejansko razumejo, da s tem vlagajo v naslednje državne, evropske, svetovne, olimpijske prvake. In ko ti gradiš neko zgodbo od samega začetka, torej ko pomagaš nekomu skozi težavne čase, je mogoče v začetnem času tvoja investicija v tega športnika večja, ampak ko pa pride do točke, ko se zadeva obrne, torej ko pride do uspeha, pa verjemite, da so te hvaležnosti takšne, da ti v bistvu res postane toplo pri srcu. No. Tako. Kaj pa je v bistvu razlog, da priporočamo oziroma da lahko govorimo o tem, da je pametno sodelovati z vrhunskimi športniki v primerjavi z ostalimi ambasadorji? Predvsem zaradi tega, ker kot kažejo raziskave, so športniki kot ambasadorji blagovnih znamk nadpovprečni pri višini stopnje zaupanja, saj se z njimi povežemo na emocionalni ravni. Torej, njim posvečamo svoj čas, njim posvečamo svoje emocije, posvečamo jim pozornost takrat, torej predno pridejo do nekega tekmovanja, na katerega se res ekstremno pripravljajo, čutimo njihove trpljenje, čutimo njihove veselje, v primeru spodrsljaja ali pa poškodbe, Bog ne daj, čutimo njihovo žalost, zdaj imam kurjo kožo, ko to govorim, čutimo njihovo srečo, ko jim uspe, čutimo njihovo jezo, ko gre nekaj proti njim, ko je mogoče neka sodniška odločitev, ki jih zmoti. Smo res strastni pri vsem tem, kaj doživljamo skupaj z našimi športniki oziroma športniki, ki jih podpiramo. Seveda pride do razočaranj takrat, ko zadeva ni takšna, kot smo si zamislili, ampak to ne vpliva na to, da smo na športnika ponosni. Torej, če ga razumemo, če mu sledimo skozi njegovo zgodbo, smo na njega v vsakem primeru, v primeru uspeha ali pa v primeru poraza ponosni, ker vemo, kaj je dal skozi. Torej, lahko se z njim poistovetimo, najdemo neko skupno točko. Kar pa je ključno, pa je to, da z njim skozi to celotno pot gradimo zaupanje. In potem imamo določene primere, kjer športniki v veliki meri zapišejo svoje biografije, torej ustvarjajo nek svoj brand, da še dodatno v bistvu podprejo to moč svoje poti. Pri Markusu Tavaresu recimo idealen primer, s katerim smo ob koncu njegove kariere tudi v bistvu sodelovali pri izdaji njegove biografije. Je zgodba res, ne vem, če ste jo prebrali knjigo ali ne, res emocionalna. Torej najprej ta pot iz favel v Braziliji, v bistvu sledenje žogi v Evropo, pa na različne kotičke Evrope, pa potem tisti odločilni moment, zadnja priložnost, bom nadaljeval v Mariboru, bom nadaljeval svojo športno pot, ali bom šel raje doma, vse skupaj pustil. V glavnem, toliko neke dinamike, toliko nekih preobratov, da sploh ne moreš verjeti, da je ta zgodba v bistvu zgodba, ki soustvarja tudi tukaj našo okolico. Tako da ja, v bistvu razlogov je več, ampak en izmed ključnih razlogov je tudi statistični razlog, ki kaže v bistvu, da je več kot 40 do 50% uspešnost tistih blagovnih znamk, ki so vezani na takšne emocionalne zgodbe, športne zgodbe, v primerjavi med sodelovanjem z nekimi drugimi ambasadorji. In zdaj, če recimo izpostavim, zakaj konkretno, samo trenutek, da ustavim video. Se opravičujem, to se začne avtomatsko predvajati. Takole. Torej, kaj so tiste glavne 3 točke, zaradi katerih bi priporočali oziroma je smiselno vložiti ali pa se iti neko ambasadorsko sodelovanje s športnikom? Kot sem rekel, gre za neko zaupanje. Torej, imamo tisto točko uspeha. Nekaterim športnikom začnemo slediti šele, ko pride na naš radar zaradi vrhunskega uspeha, pa se potem povežemo v to njihovo zgodbo doseganja naslednjega vrhunskega rezultata, ker bodimo iskreni, tako kot pri podjetništvu, ko ti dosežeš en cilj, za tebe ni konec poti. Čas je v bistvu za zastavitev naslednjega cilja, naslednji cikl priprav in v bistvu spet zaokrožiš. Torej vse skupaj je ciklično. Tako da tudi, če smo do nekega športnika prišli šele pri nekem izjemnem dosežku, je to nadaljevanje, spremljanje njegove poti, ponovno gradnja nekega zaupanja. Potem imamo prepoznavnost. Z vsakim nastopom, ki ga ima športnik, tako sem prej rekel, recimo, da je slovenska zastava plapolala v Franciji, pa v Italiji, pa na Kitajskem, pa ne vem kje vse,
vsak tak nastop je medijska prepoznavnost. Vsak tak nastop generira potem množico objav na družbenih omrežjih, pa v drugih medijih, pa debate, ki padajo potem z različnimi športnimi strokovnjaki na temo. Če samo izpostavim recimo Pogačarja, celoten svet se pogovarja o tem, kako je mogoče, da ti tolikokrat zapored skočiš proti najboljšemu na svetu, pa še vedno na koncu šprintaš. Pa si zmagal ali nisi zmagal, nima veze. Ti si glavni akter, tisti, ki je izoliral vse ostalo. V glavnem, hočem povedati, da ni vedno zmaga potem tista, ki doprinese k zaupanju pa prepoznavnosti in pa tudi te vrednote, ne? Torej delavnost, iskanje konstantno neke dodatne motivacije, pa postavljanje novih ciljev, pa strateški pristopi k doseganju ciljev in tako naprej. Ne? In ko imamo enkrat te zgodbe v mislih, se potem lahko generirajo res lahko simpatične kampanje. To smo recimo imeli primer kampanje z Rokom Možičem in Zavodom za turizem Maribor. Roka Možiča verjetno vsi poznate, ne vem, če ga poznate že dolgo ali ste ga spoznali šele v zadnjih sezonah, ko je res začel izjemno igrati na svetovnem radarju, lahko rečemo, ne? Predtem pa je Rok peljal eno zelo zanimivo zgodbo tukaj v Mariboru. Bil je recimo po 18 letih, če se ne motim, je uspel pripeljati pokal Slovenije, torej odbojkarski pokal Slovenije nazaj v odbojkarski klub, torej v Maribor. Ne? Predtem je, če se ne motim, uspelo to njegovemu očetu, torej ko je igral njegov oče za odbojkarski klub Maribor. Spet neka taka privlačna, emocionalna zgodba. Ne? In ko je potem Rok prestopil ta prag, postal vrhunski odbojkaš, šel v tujino, smo spremljali to zgodbo, nismo bili prepričani, kako bo tam sprejet mlad športnik v novem okolju, v klubu, ki se na novo sestavlja, nova ekipa, ki se postavlja. Je v bistvu Rok res izžareval to neko pozitivno energijo, to svojo karizmo, da je prepričal vodstvo kluba že v tistem času, ko je prišel tja, da se začne ekipa postavljati okoli njega. Torej, športnik je prišel iz domačega kluba, kjer je odraščal, v prvi konkreten prestop je zaradi svojega nastopa, zaradi karizme, zaradi vrednot, ki jih je komuniciral, začel ustvarjati neko novo dinamiko. In to je pripeljalo do tega, da je Verona iz tega, da se je borila za obstanek v eni najmočnejši ligi, po moje, kar se tiče odbojke na svetu, da je potem v naslednji sezoni bila nekje na polovici lestvice, da se zadnje 2 sezoni bori v bistvu že v play-offih. Teda res ena simpatična zgodba in posledično ima Rok vedno večji audience, torej vedno večje občinstvo. Ne? In smo z Zavodom za turizem Maribor speljali eno zelo zanimivo zgodbo, ko je Maribor prejel res 2 častitljivi nagradi, torej 3. najboljša kulinarična destinacija v Evropi, prva, se opravičujem, 3. najboljša destinacija v Evropi in najboljša kulinarična destinacija v Evropi, smo v bistvu želeli narediti to navezo, bilateralno navezo Maribor-Verona, oziroma lahko rečemo Maribor-Italija, kjer Rok nagovori italijansko populacijo, italijansko občinstvo, naj pridejo v njegovo domače mesto. Ne? Torej, vse boste videli, tudi v podnapisih je potem zapisano, glede na to, da gre za nagovarjanje celotnega njegovega občinstva, ampak z fokusom recimo na Italijo. Ne? In kot Rok pove, zaradi tega, ker obožuje italijansko hrano, nagovarja ravno Italijane, zato ker njegov domač kraj pa je postal najboljša destinacija kulinarike v Evropi. Ne? Adoro la cucina italiana, ma lo sapevi che la mia città di nascita, Maribor, sia la miglior destinazione culinaria europea secondo la European Best Destination. No in tukaj smo generirali torej izpostavljanje, da je to okolje, ki ga je oblikovalo. Ne? Tu smo generirali recimo 3 take vsebine, ena je bila torej za kulinarično destinacijo, ena je bila za najboljšo turistično destinacijo v Evropi in pa potem ena, ki pa je bilo vabilo na Olimpijski festival Evropske mladine. In tam je dejansko povabil italijansko občinstvo, da si pridejo ogledati v Maribor, v njegove domače mesto, vzhajajoče upe evropskega športa. Ne? Spet ena super povezava, se mi zdi. In tam smo imeli to dinamiko, da moraš biti najprej majhen, da lahko postaneš velik in močan. In ravno ta dinamika, spet ko smo rekli, deljenja vrednot skozi celoten razvoj športnika. Ne? Potem imamo recimo simpatično zgodbo Glorije Kotnik, katero tudi mislim, da vsi tukaj poznate. Ne vem, če ste jo poznali pred njenim izjemnim rezultatom na olimpijskih igrah, ampak takrat je zagotovo prišla na radar vseh nas. To je kazala tudi raziskava na Googlu, ker je bila Glorija recimo najbolj iskana ženska v tistem času, zraven našega premierja Goloba recimo. Ne? Tako potem je bila tudi femme fatale in tako naprej. Gledam, res se je razvila ena zelo lepa zgodba mamice, ki se je vrnila v bistvu na športno pot in zdaj to tudi zelo dobro vozi, lahko rečemo, sicer zelo stresno, seveda, kot si lahko predstavljate, ampak na koncu konca to njena pot.
No in Gloria zdaj že vrsto let od takrat naprej, torej od tega izjemnega uspeha, sodeluje z Šaleško dolino in generira res simpatične vsebine, kjer Gloria povabi v različne kotičke Šaleške doline, med drugim pa tudi direktno do ponudnikov. Torej imamo nek tak cross-selling, lahko rečemo, ne? In tukaj imamo en tak simpatičen primer tega. Z mano raziskuje Šaleško dolino, danes ustvarjamo v Lončarskem centru Bahor. Lončarstvo je ena izmed najstarejših obrti, ki so se z razvojem spremenile, ohranjale svojo prvobitnost. Ustvarjanje z glino me je popolnoma prevzelo. Deluje sproščujoče, terapevtsko, prebudi vse čute in nas popelje v svet ustvarjalnosti in miru. Ste vedeli, da v tej delavnici nastaja tudi Šaleška pivska čaša? Z nakupom prispevate k ohranjanju gradu Šalek. Na zdravje naši kulturni dediščini. Potem pa imamo seveda tudi povezave z nekimi konkretnimi produkti. Torej, ko neka zgodba, ko nek imidž ali pa neka blagovna znamka, lahko rečemo tudi športnika, odlično sovpada z neko zgodbo, lahko rečemo produkta ali pa storitve, ne. Tu se mi zdi, da nam kar hitro pade na pamet, kdo bi lahko bil tukaj predstavnik Husqvarne, recimo vrhunskega orodja. Mislim, da imamo hitro v mislih nekoga, ki je močan, ki je velik, ki je iz podeželja, ki mu ni tuje vzeti v roke kakšno orodje, se usesti na traktor, pokositi, razsekati drva in tako naprej. In kar hitro nam je tukaj, kar hitro smo tukaj našli skupni imenovalec z Husqvarno in seveda Kristjanom Čehom in ustvarili eno tako res simpatično kampanjo. Sicer še nismo prišli čisto do tega, da bi imeli stabilno sodelovanje s Husqvarno, zaenkrat samo projektno, ampak mislim, da je to tudi v bistvu samo vprašanje časa, preden se tudi to zgodi. Gre pa tukaj konkretno za promocijo torej njihove nove robotske kosilnice, ki je specializirana torej za košnjo stadionov, ne? Torej, da gre za večje površine, kjer lahko nastavljaš, na kak način želiš imeti pokošeno travo. Torej, da ni samo naključno košenje, ampak lahko imamo tudi te lepe črte v ene, v druge smeri, kare in tako naprej, ne? Kristjan je potem bil tudi na sejmu, Agri sejmu, ki je bil v Radgoni in potem se tam tudi predstavil v bistvu za njegovo gromozansko skulpturo, kjer je držal največjo Husqvarnino žago. V bistvu take simpatične zadeve, ki za vse tiste, ki gredo mimo, se ustavijo, pa če je potem še Kristjan osebno tam, seveda doda še to neko dodatno noto in neko zaupanje, ki ga potem doda v samo blagovno znamko Husqvarne. Sklepam, da se strinjate, ne? Torej, če zdaj posplošimo to, kar sem zdaj povedal, kot kaže tudi raziskave, torej ljudje se raje odločajo za izdelke, ki so povezane z neko emocionalno zgodbo, z neko športno zgodbo, kot pa za izdelke, ki niso. Če na kratko povzamem, ne? Okay. Tako, kot je Kristjan pravkar povedal, torej vsi športniki, ki pa so znotraj naše Proelium športne agencije, pa tudi opravljajo eno zelo pomembno nalogo in to je prenašanje svojih izkušenj, prenašanje svojega znanja in svojih, bomo rekli, lahko trnovih poti, ali kako bomo temu rekli, vseh preprek, na katere so naleteli na svoje poti, da so prišli do teh vrhunskih rezultatov in da dejansko zdaj žanjajo te uspehe, predajo na mlade športnike. Če gledamo Mastercard športno akademijo, Mastercard zaradi tega, ker je seveda Mastercard glavni sponzor, poskrbi za to, da je več kot 25 športnikov na letni ravni se lahko udeleži akademije brezplačno, drugače bi bil strošek približno 1000 evrov na sezono. Sezona traja od maja do konca leta, torej 8 mesecev. Večina predavanj, ki jih športniki prejmejo, je preko spleta, imamo pa tudi 4 do 5 srečanj v živo, kjer se potem izvajajo razne delavnice na različnih temeljih, ki jih imam tu spodaj navedene. Torej, znotraj akademije smo prepoznali 6 oziroma zdaj smo dodali še enega temeljev, ki so ključni za celostni razvoj vrhunskih športnikov, ne. Tukaj govorimo po eni strani o zadevah vezanih na šport, torej fitness in športna prehrana, pa športna psihologija, pa fizioterapija in kineziologija. Potem pa imamo zadeve, ki so bolj vezane na razvijanje blagovne znamke, torej tisto, kar pa jim bo vseeno garantiralo nek vir dohodka, ki je pa žal izredno potreben, da lahko sledijo svojim sanjam, da si lahko pokrijejo priprave, da si lahko pokrijejo opremo in da lahko na koncu potem tudi peljajo neko zgodbo, ki so si začrtali za svoje sanje, ne? To so temelji, kot je recimo družbena omrežja in športna znamka. Pri družbenih omrežjih se zelo trudimo, da jim vcepimo to miselnost, da social media ni nujno slab.
čeprav jo vsi uporabljajo, ogromno časa preživimo na njega, vsi mi, ki se s tem tudi ukvarjamo, vemo, da moramo paziti, da ne pademo v scroll, pa se nam to ogromnokrat zgodi. Kako je šele to tistim, ki se tega sploh ne zavedajo in pač jim je to neka avtomatika, da ko nam postane dolg čas, vzamemo telefon, odpremo Instagram, TikTok, Snapchat, karkoli in začnemo scrollati, ne. In tukaj želimo naučiti, da je vsaka objava, vsaka zadeva, ki jo damo v bistvu v medije, je nek doprinos k razvoju naše blagovne znamke oziroma osebne blagovne znamke. In dejansko, če pogledamo malo abstraktno, stopimo korak nazaj, vsi mi gradimo na družbenih omrežjih svoje blagovne znamke. Vsak profil je neke vrste blagovna znamka, ker vsi komuniciramo neko zgodbo, ki ni nujno ista kot naša realnost, ampak je lahko neka olepšana verzija ali pa specifična, nišna verzija tega, kaj dejansko predstavljamo, ne. Tako da tukaj se trudimo v bistvu, da dojamejo to specifiko, potem pa imamo četrti temelj, to pa je moj prvi posel. Tukaj pa se povezujemo z raznimi partnerji, ki omogočajo, da se športniki začnejo učiti komuniciranja z gospodarstvom. Torej, da začnejo v bistvu ta sodelovanja z sponzorji. To izgleda tako, da imamo tedenske, dvotedenske, tritedenske kampanje, kjer na tematiko, ki je dogovorjena z partnerjem oziroma z naročnikom, v tem primeru se kreirajo vsebine. To so vsebine, ki so potem objavljene na družbenih omrežjih, lahko so zgolj naprej posnete, kot je bil ta primer za Slovensko turistično organizacijo, lahko govorimo o nekih feedback sessionih, torej v nekih povratnih informacijah, recimo na kakšne spletne platforme ali pa aplikacije, torej raziskave trga, torej čisto po želji naročnika, ne? Ni vezano samo na promocijo, ampak na neke insighte, ki jih lahko s tem dobijo, ne? No in tudi tukaj smo izredno veseli, da je potencial naše akademije prepoznala tudi Slovenska turistična organizacija, pa OFEM in tako naprej, ker smo recimo razvili zelo simpatično kampanjo 2 leti zapored, takrat, ko je bila Slovenska turistična organizacija še bolj usmerjena v šport in outdoor aktivnosti. V glavnem, namen dvoletnih kampanje, ki je bila speljana 2 leti, je bilo, da športniki v sklopu širše kampanje Moja Slovenija, torej kjer je Slovenija za Slovence promovirana, ne, povabijo v svoj domač kraj, predstavijo svojim sledilcem, svojemu občinstvu, kaj pa je tisto, kaj je njih v njihovem domačem kraju pripeljalo do tega, da so se začeli ukvarjati s športom, kaj je neka tista recimo športna infrastruktura ali pa neke naravne danosti, ki so jih pripeljali do tega, da so res ljubili svoj šport, pa da so to dejansko njihove sanje, to, kaj želijo početi do konca življenja oziroma do konca kariere. Pa bomo pogledali en primer. Tukaj je bilo vse skupaj povezano še z OFEM-om, torej Olimpijskim festivalom Evropske mladine, ker je bil cilj, da vse udeležence OFEM-a povabijo na različne kotičke Slovenije, torej v svoj domač kraj, zato ker vemo, prišla je res velika masa ljudi, Slovenija je relativno majhna, lahko smo potegnili ljudi po celi Sloveniji in smo v bistvu na ta način spromovirali kotičke, ki jih mogoče pa drugače ne bi spoznali oziroma slišali za njih. Tako, tukaj sem vam zdaj z namenom spustil celotni video, ker bi rad, da razumete ta miselni proces oziroma kreativni proces, skozi katerega morajo iti športniki pri takšnih kampanjah, ne. Torej, oni z naše strani oziroma strani nas in naročnika prejmejo zgolj groba navodila. Torej, želimo, da ustvarite vsebine, ki bodo promovirale to in to in to, recimo banalen primer, ne. V tem primeru torej je bilo, da želimo, da promovirate svoj domač kraj, torej neko športno infrastrukturo, ki vas je pripeljala do tega, da ste se začeli ukvarjati s svojim športom in pa da povabite udeležence OFEM-a k vam, ne. Torej, zakaj bi naj prišli k vam. In vse ostalo je njihov kreativni proces. Od priprave scenarija, do snemanja, do montaže, do fotografij, do govorjenja, do podnapisov, v glavnem celotna zadeva. In s tem v bistvu dobijo nek vpogled v to, kaj dejansko pomeni biti ambasador nečesa, nekega gospodarskega subjekta, recimo, kakšne odgovornosti s tem dobiš.
in koliko časa lahko vzame taka zadeva, če se ti zadeve ne lotiš za neko ekipo, oziroma če nimaš nekoga v ozadju. Torej sam peljati te stvari, pa zraven biti še vrhunski športnik, pa trenirati, pa se dogovarjati za ne vem, priprave, pa ono, pa tisto. Glavnem, to je en tak nabor stvari, da enostavno ne moreš sam vsega tega premagati. In to je recimo stvar, ki jo z športno agencijo Proelium dejansko delamo za naše športnike. Torej skrbimo, da se lahko ukvarjajo samo z tekmami in treningi, vse ostalo pa jim probamo urediti, se trudimo, da jih v bistvu olajšamo delo pri teh zadevah. No in z leta v leto se nam pridružujejo novi partnerji, nas podpirajo novi partnerji, ki razumejo to zgodbo, ki vračajo v bistvu družbe na ta način in spletajo neke take dolgoročne povezave. Letos smo recimo začeli, oziroma v zadnji izvedbi, zdaj smo začeli sodelovanje z Europarkom, kjer smo dobili tudi odličen feedback, kot lahko preberete, da ne bom zdaj bral in s tem izgubljal časa. V glavnem, kar je super, tako pri Europarku in kot recimo tudi pri Novi Ljubljanski banki, je, da smo začeli tukaj, letos pa že, torej po enem letu pa že nadaljujemo tukaj. Ne? Torej vsako leto, ko nadaljujemo neko zgodbo, jo razvijamo naprej, pridobimo na zaupanju, ker v bistvu podjetja vidijo oziroma partnerji vidijo, da se gremo zadeve resno in da si športniki res želijo in potrebujejo takšno podporo in jo potem tudi cenijo z res izjemno udeležbo in izjemnimi vsebinami, kot sta v bistvu oba partnerja, ki sta letos bila prvič del naše zgodbe, tudi izpostavila. Ne? Tako. No, vsako leto pa iz akademije izluščimo tudi tiste, ki najbolj izstopajo. Torej, seveda imamo kot v vsaki neki taki zgodbi akademije, izobraževanja in tako naprej en zelo dodelan sistem točkovanja, skozi katerega določimo tiste, ki pa so dali največ truda v vseh temeljih, torej v vseh aspektih. Ne samo, da so vrhunski v rezultatih, zato ker bi to potem seveda pomenilo, da v določenih drugih primerih ne more vlagati dovolj časa, ampak tisti, ki so res izstopali na vseh področjih in te potem združimo v mlade upe. V mladi upi so torej tisti, s katerimi začnemo delati tudi individualno. Torej, če smo v akademiji zaradi predvsem tega cenovnega aspekta, da z vsakim mladim športnikom ne moreš delati individualno, ker če pogledamo športnega psihologa, pa strokovnjaka za prehrano, pa strokovnjaka za social media, pa vsak bi imel cirka, lahko rečemo, minimalno 1000 evrov na mesec, ker hitro presežemo nek normalen prihodek nekega povprečnega gospodinjstva v Sloveniji, kar je potem ta omejitev, katero želimo premagati. Ampak ko pa pridemo potem do mladih upov, pa je naše v bistvu vračanje družbe oziroma vračanje sistemov ta, da z njimi eno leto delamo zastonj. In res gradimo neko tako zgodbo in omogočimo vso to podporo, ki jo imajo vrhunski športniki in pomagamo, da pridejo do točke, ko pa se potem zgodi tisti podpis vrhunske pogodbe oziroma pogodbe na vrhunskem nivoju ali pa nek tak rezultat, ki potem res odpre vrata v vrhunski svet športa. No in seveda z njimi izvajamo tudi razne tržne kampanje, kar je tudi razlog, da vam jih danes predstavljam. Kaj je prednost recimo takšnih kampanj, kot smo videli prej recimo v prispevku oziroma v videu strani Žive Mikložič, ki je zmagala v kampanji s Slovensko turistično organizacijo, ti videi so zelo avtentični. Te vsebine so res avtentične in ti je toplo pri srcu, ker vidiš, da je to nekdo naredil z ljubeznijo in z željo potem, ker si res želi te podpore. Ne? Po drugi strani cenovna dostopnost. Če si predstavljamo zdaj neko sodelovanje z Kristjanom Čehom ali pa bog ne daj z Lukom Dončićem ali pa Tadejem Pogačarjem, govorimo o več 10, če ne o 100 000 evrih za neko sodelovanje. Tukaj govorimo o nekaj 100 evrih za neko sodelovanje, ne? Kar seveda spet pomeni, oziroma se moramo postaviti v kontekst, kakšno količino sledilcev nagovorimo ali pa engagementa imamo pri Luki Dončiću ali pa Tadeju Pogačarju, kakšnega pa tukaj pri mladih športnikih. Ampak ne smemo gledati samo številke, moramo gledati tudi demografsko. Ne? Torej, koliko od teh, ne vem, milijonskih sledilcev, ki jih imajo ti res vrhunski športniki, pa je dejansko tiste populacije, ki je nam zanimiva kot gospodarstveniku. Ne? Koliko pa je recimo takih, ki pa, če zdaj nišno izberemo recimo katerega od teh športnikov, lokacijsko izberemo katerega od teh športnikov, pa ljudi, ki jih podpirajo, pa ki so emocionalno vezani na njihov uspeh že zdaj, ker poznajo mogoče njihove starše ali pa neko zgodbo, kako je pač do tega prišel ali pa začel to zgodbo, je lahko na koncu return on investment, torej povračilo za naše dano plačilo, neprimerljivo večje, kot pa če bi začeli sodelovati recimo z nekim res vrhunskim športnikom. Toliko, da malo razumemo to dinamiko. Ne? Potem priložnost za rast, kot sem že večkrat izpostavil, z nekom iti skozi pot od samega začetka, lahko seveda prinese v začetni fazi malo večje investicije z vaše strani, pa potem kar kmalu, ko se pa zgodba uresniči oziroma ko se pa sanje dosežejo, se celotna zgodba kar hitro obrne. No? In pa priprava materialov na ključ. Kot rečeno prej, skozi akademijo jih naučimo, da vse pripravijo sami. Torej, da se naučijo pripraviti sami, seveda imajo pa potem tukaj na tej točki tudi našo podporo, torej podporo agencije. Ne? Torej, zadeve več niso čisto amaterske, bomo rekli, ampak imajo tudi vrhunsko opremo, vrhunske editorje in vrhunske fotografe in filmografe na koncu koncev. Ne?
Pozabil sem prej v začetku reči, če so kakršnakoli vprašanja vmes, lepo prosim, ne rabi biti to moj monolog, z veseljem je dialog. No. Tukaj je še primer ene kampanje, ki smo recimo izvedli z Hervisom, ni sicer vezano direktno na šport, ampak vseeno se mi zdi odličen primer. To je bila dejansko prva kampanja, ki smo jo z mladimi upi v lanskem letu delali in številke, kot vidite, so kar impresivne. Šlo je v bistvu po eni strani za generiranje vrhunskega fotomateriala, po drugi strani pa za aktivacijo na TikToku. In kot vidite, največji oziroma najbolj uspešni videi so šli konkretno viralno. Ne. Dosegali smo do 500 000 ogledov, pa tudi do 500 komentarjev pod enim samim videom, kar pa mislim, da vsi, ki delate kaj z družbenimi omrežji v Sloveniji, se zavedate, da so to številke res divje. Ne. Če se navežem prej na tisto oceno, ki je bila na to, koliko je vreden klik v Sloveniji in koliko v Nemčiji, recimo 2 centa za 2 evra, mislim, da je bila primerjava, če se ne motim, ne? To je kar hitro lahko tudi primerjava, ki jo imamo pri relevantnosti mikroinfluencerjev na slovenskem trgu v primerjavi z globalnim ali pa nemškim trgom. Ne? Če govorimo o mikroinfluencerstvu in s tem recimo mladi športniki, če naredim to povezavo na globalni ravni, mora imeti okrog 30, 40, 50 tisoč sledilcev, da so zanimivi za podjetja, medtem ko je to pri nas zaradi manjknosti našega tržišča lahko že 2000, 2500 sledilcev, pa je lahko ta engagement, ki ga v bistvu mikroinfluencer, čeprav res ne maram te besede, doseže za svojo objavo, lahko dosti bolj konkretna, kot pa če sodelujemo z nekom, ki ima pa konkretno številko, ampak ta engagement ni demografsko tako zanimiv, kot nam je recimo za nekim takim nišnim influencerjem. Ne? Tako. In to nas v bistvu pripelje do točke, ki pa je dejansko po eni strani osrednja točka moje predstavitve, po drugi strani pa tudi zadnja točka moje predstavitve. Ne. Gre za zgodbo sodelovanja oziroma ambasadorskega sodelovanja, ki smo ga v lanskem letu realizirali med Kristjanom Čehom in destinacijo Štajerska. Šlo je za izjemno zanimiv projekt, ki pa je bil seveda tudi popestren z raznimi izzivi. Kot si lahko predstavljate, Kristjan Čeh je v Sloveniji zelo malo časa, živi načeloma v Estoniji, ker tudi trenira. V Sloveniji je povprečno, lahko rečemo, letno kakšen mesec, mesec in pol, in to seveda razdeljeno po manjših odsekih. Takrat ima različne obveznosti, katere mu pomagamo mi usklajati, pa katere se tudi samo usklaja, in potem je to spet tukaj neka dinamika. Plus tega, ko smo imeli napovedane snemalne dneve, torej snemalni dan je bil, imeli smo okno 3 dni, da posnamemo vse vsebine, in na prvi dan oziroma en dan pred prvim snemalnim dnem je seveda v Maribor oziroma v Slovenijo prišel saharski pesek. Ne? In takrat smo imeli lepo popestreno celotno idilo, v bistvu poanta je bila predstaviti lepote Štajerske, ne? Mi smo imeli pa potem lep tak, kako bi lahko temu rekli, filter skozi, mislim, čez celotno krajino. Ne? Na srečo je potem konec drugega dneva prišel dež, prišla nevihta, se je vse skupaj malo uleglo, tako da smo imeli potem na tretji dan nekaj lepše barve. Ne? Še vedno pa je to, mislim, naredili smo, sem prepričan, da vrhunski izdelek, ampak še vedno je pa potencial za naprej, kar pa tudi pomeni, da se veseli nadaljnega sodelovanja tudi z Visit Štajerska. No. Pa lahko dam mogoče zdaj kar video, Tomaž? Ja. Pozdravljeni v destinaciji Štajerska, pridružite se mi, da obiščemo našo čudovito regijo, od najstarejšega mesta v Sloveniji do najstarejše trte na svetu. Dovolite mi, da vam odkažem nekaj urban naravnih dogodivščin, ki premore destinacija Štajerska. Štajerska vabi na odkrivanje trgov in znamenitosti Ptuja, najstarejšega mesta v Sloveniji, ki hrani dragocena pričanja rimskega cesarstva. Nedaleč od tod se raztezajo vinorodni okoliši Haloze, Jeruzalem, Slovenija, primer, recimo, ne? Z osupljivimi razgledi in vrhunskimi vini, obdani z mogočnimi gradovi, polnimi zgodb in doživetij. Reka Drava ustvarja raznolika življenjska okolja in je prava zakladnica biotske raznovrstnosti. Lokalna kakovost z domačnostjo in gostoljubnostjo ponuja naše najboljše na način, kot ga doživljajo in živijo domačini. Od ravnega polja, aktivnega, kulinaričnega, drugačnega, vse do vznožja Pohorja. Zelene oaze na vzhodnem delu Alp, kjer skrivnostni šepet gozda in potokov popelje obiskovalce v globine neukrotljive narave.
Pa Maribor, mesto najstarejše trte na svetu, mesto kulture, tradicije in inovacij, lokalnih dobrot in vrhunske kulinarike. Od najstarejšega mesta v Sloveniji do najstarejše trte na svetu. Razkazal sem le delček od bolj naravnih lepot in dobrot, ki premore naša dežela. Zato pridite na Štajersko. Kako se vam dopade? Kar nisem omenil, recimo, je tudi to, da je po prvem snemalnem dnevu Kristjana vsekalo v križu. Je kdo opazil, recimo? Ni nihče, ne? Dobro je to skril. V glavnem, v bistvu nam je šlo kar nekaj stvari, nam je dalo izzive, bomo rekli, ne da nam je šlo naproti, ampak nam je predstavljalo izzive, ampak vse smo res uspešno premagali in mislim, da je res nastala ena lepa, nastal en lep izdelek. No.